Naša prva referentka v drugem delu bo dr. Tamara Grisar-Pečar. Prihaja z Dunaja. Sicer je, verjamem, ni treba posebej predstavljati slovenski javnosti, ker je ena vodilnih osebnosti, zgodovinar, ki se ukvarja tudi ali predvsem s zgodovino katoliške cerkve na Slovenskem. Ostaja še vedno monumentalna in nekako nepresežena njena knjiga Cerkev na zatožni klopi, ki tematizira neko drugo obdobje, torej obdobje predvsem medvojnega pa povojnega komunističnega nasilja nad slovensko cerkvijo. No, danes nam bo uvodoma v drugem delu predstavila referat o Lambertu Ehrlichu in slovenskem narodnem vprašanju. Tudi v drugem delu velja isto kot v prvem, vsak referent ima na razpolago 20 minut. Kar je seveda vedno premalo, ne? Vse prav lepo pozdravljam. Lambert Ehrlich, profesor na Teološki fakulteti, duhovni vodja Akademskega kluba Straža, priznan znanstvenik, velik Slovenec, predvsem pa, kot se je izrazila Marija Vrečar, eden velikih narodnih buditeljev na Koroškem. Močno je zaznamoval slovensko zgodovino, vendar v slovenski javnosti in delu zgodovinopisja še vedno ni deležen priznanja, ki bi si ga zaslužil. Rodil se je 1878 v Žabnicah v Kanalski dolini, kot 9. od 10 otrok. Oče je bil posestnik pa gostilničar. Lambert Ehrlich je zrasel torej v Kanalski dolini, kjer so prišle skupaj 3 narodnostne skupine. V arhivu Straže je ohranjen snopič izjav članov Akademskega kluba Straža po nasilni smrti profesorja Lamberta Ehrlicha. Eden v nepodpisanem tipkopisu ga je eden tako karakteriziral, citiram: Ehrlich je na vsa vprašanja gledal kot katoličan, kot Slovenec in kot človek. Vsak problem, naj je bil filozofski, biološki, zgodovinski, pa tudi politični, vkolikor je zadeval moralo, je vedno jasno načel in razvozljal pod prizmo katoliškega svetovnega naziranja. Bil je nespravljiv nasprotnik brezbožnega in protinnarodnega komunizma. Zgodovina slovenskega boja proti komunizmu je nerazdruženo povezana z imenom profesorja dr. Ehrlicha. In pomožni škof dr. Stanislav Lemnič je v svojem življenjepisu, ki ga je pisal pod prisilo v zaporu, napisal, citiram: priznati moram, da noben mojih vzgojiteljev, ne v gimnaziji, ne v bogoslovju, ni znal tako navdušeno govoriti o slovenstvu kot Ehrlich. Celo Saje, ki je citiral iz Cesarjevega dnevnika, to je tudi stražar, ki so ga umorili jeseni 1943, je v pogovoru z Banom Natlačenom februarja 1942 vztrajal, citiram: izhodišče slovenskega programa mora biti samo Slovenija in slovenski narod. Zanimivo je, da so Ehrlichovi daljni predniki prišli iz Saške v Nemčiji, preselili so se v slovenske kraje Belo Peč, ker so delali v rudnikih in kovinski industriji med Ratečami in Trbižem, so se potem preselili v Belo Peč, iz Bele Peči v Kanalsko dolino in stari oče je potem pridobil posestvo v Žabnicah. Ehrlich je bil zaveden Slovenec, vendar mu je v mladosti manjkala izobrazba v materinskem jeziku. Osnovna šola v Žabnicah je bila nemška in prav tako humanistična gimnazija v Celovcu. Do visoke narodne zavesti ga je pripeljala vera. Študiral je v Innsbrucku, sprejet je bil v jezuitski zavod Canisianom
In tam je prišel do prepričanja, da sta vera in narodnost tesno povezana. Po opravljenem doktoratu je najprej služboval kot kaplan v Beljaku, potem je bil imenovan za stolnega kaplana v Celovcu, postal tajnik škofa Jožefa Kana in potem predaval od leta 1910 na celovškem bogoslovju. Takoj, ko se je vrnil domov, se je vključil v narodno prebudno gibanje koroških Slovencov. Dobro je poznal seveda spore med Slovenci in slovenskim in nemškim prebivalstvom za postavljanje koroških Slovencov in poskuse po nemčevanju. Leta 1913 je zato izdal zelo odmevno knjigo Aus dem Vilayet Kärnten. Leta 17 je tudi napisal za Dunajski državni zbor spomenico o preganjanju koroških Slovencov. Z Brejcem in Valentinom Podgorcem ustanovil narodno čitalnico v Celovcu. Na njegovo pobudo je bila ustanovljeno tudi Slovensko delavsko društvo v Celovcu. Sklical je prvi delavski shod v Kapli ob Dravi in tako naprej. Tudi se je zavzemal za to, da so po krajnskem vzorcu na Koroškem ustanovili duhovniško združenje Sodaliteta, ki še danes eksistira. Za Erlichovo hišo v Žabnicah se začne vzpenjati romarska pot na Svete Višarje k cerkvi Matere Božje, ki ga je zelo zaznamovala. Od tam izvira Erlichova vizija o višarskem slovenstvu. Za Erlicha so bili Sveti Višarji, kot se je izrazil v knjižici, ki jo je podpisal z Marijin častilec. Sledeče, tudi delno je to na plošči na tej cerkvi. Brez Svetih Višarjev in Marijinih svetišč se slovenskega ljudstva kratko malo misliti ne moremo. Bili so mogočnejši in številčnejši narodi, nego je narod slovenski, ali kako nam priča zgodovina, izginili so iz površja zemlje. Kaj je bilo temu krivo? Ne toliko zunanja sila, veliko več notranje propadanje, izgubili so vero. Tam je Erlich razvil tudi svoje ideje o višarskem slovenstvu in s tem navduševal študente. Tam so se na Svetih Višarjih so se med obema vojnama zbirali Slovenci. Zakaj je ravno tam? Zaradi tega, ker kot navaja Čuješ, ki je zbiral gradivo za Erlichovo življenjepis, Slovenci nikjer niso imenovali Slovenci, Italijani so govorili o Skjave, Nemci o Vindišarjih, Madžari o Vendih in kralj Aleksander je govoril o slovenskem plemenu. In to je bil čas, ko so slovenske politične voditelje tudi internirali in obsojali. In leta 1932 je SLS pod koroškim vodstvom izdala slovensko deklaracijo, torej imenovano tudi ljubljanske punktacije, ki je šlo v Il Piccolo v Trstu. In vemo, kaj je temu vse sledilo. Za Erlicha je bila pomembna tudi geopolitična lega Svetih Višarjev. Tukaj je Erlich študente navduševal za narodno in mednarodno delovanje. Tam je pridigal leta 1933 študentom, kot sem že rekla, je sek tudi na Svetih Višarjih. Erlich je študentom pridigal, da bo Slovenija svoje poslanstvo lahko izpolnila samo, če bo svobodna. Kot je napisal Stane Granda, govor velja v očeh mnogih za trenutek javnega preloma na poti v samoslovenstvo. Številne Slovence na Koroškem, in to je druga točka njegovega delovanja,
Številne Slovence na Koroškem so med Prvo svetovno vojno obtoževali veleizdaje, motenje javnega reda in miru, panslavistične propagande. Zlasti slovenska duhovščina je bila deležna množičnih valov preganjanja, aretacij in hišnih preiskav. Tudi pri Ehrlichu so naredili hišno preiskavo. Nemško-nacionalni krogi so mu očitali, da je ekstremen nacionalist, poln divjega slovanskega fanatizma in ga obtoževali tudi panslavistične propagande med češkimi ujetniki, ker je med vojno skrbel za vojne ujetnike v vojaških bolnicah v Celovcu. Ob preganjanju Slovencev med vojno je Jugoslovanski klub na Dunaju predložil junija in julija več interpelacij v parlamentu. Ehrlich pa je za škofa Adama Hefterja pripravil tudi dokument o patriotičnem zadržanju slovenskih duhovnikov na Koroškem. Ehrlicha je deželna vlada v Ljubljani imenovala za svojega predstavnika v ameriški komisiji pod vodstvom polkovnika Shermana Milesa na potovanju po Južni Koroški. Imela je nalog, da izdela predlog za bodočo demarkacijsko mejo med Avstrijo in Kraljevino SAS, čeprav zadnja na mirovni konferenci še ni bila priznana, ker je temu nasprotovala Italija. Priznana je bila tudi samo Srbija. Milesova komisija je prišla do zaključka, da se Celovške doline pač kotline ne more deliti, da bi to škodovalo razvoju. Meja je potekala na Karavankah. O tem je Ehrlich napisal poročilo, ki je bilo preloženo tudi na mirovni konferenci v Parizu, in povedal seveda, da ljudje niso imeli priložnosti predstaviti svoje volje, ker je ta komisija se pomikala samo po glavnih cestah in v glavnih mestih, tudi delno zaradi slabega vremena, ampak ne samo to, komisija je imela tudi svoj sedež v Celovcu, in je tam seveda bila polno pod vplivom nemško-nacionalne propagande. Tam so imeli seveda Nemci celoten gospodarski, vojaški in upravni aparat. In to je seveda Nemcem olajšalo telefonsko obveščanje o prihodu komisije, razvijanje močne propagandne dejavnosti in izvajanje pritiska. Tudi so nemške koroške oblasti preprečili vrnitev slovenskih beguncev, med katerimi so bili tudi vodilni Slovenci v deželi, župniki, učitelji, župani in tako naprej. Deželna vlada je potem v Ljubljani imenovala Ehrlicha tudi za izvedenca za mejna vprašanja, predvsem za Koroško, v delegaciji Kraljevine SAS. Na mirovni konferenci, seveda, tam je objavil tudi poročilo La Carinthie. V tem dokumentu, ki je bil predstavljen seveda tudi na mirovni konferenci v Parizu, je želel doseči mejo Osojske Ture, Šenturska gora, Štalenska gora. Pred svojim odhodom je hotel študijski komisiji na Dunaju predati, torej Kuličevi komisiji predati gradivo o položaju koroških Slovencev, ampak Kulič tega ni želel sprejeti, da je zadeva Koroška zaključena, je rekel, da zato ne more govoriti z nobenim članom študijske komisije o demarkacijski črti. Na poti na Koroško je se ustavil tudi v Bernu in je tam svoje poročilo Svetemu sedežu predal nunciju, ki je to potem nesel v Rim. Zaključil je to z izjavo krškega škofa dr. Adama Hefterja: če slovenske župnije ostanejo
pod nemško oblastjo, bo versko stanje brezupno. Zanimivo, ne? Ehrlich se je tudi obvezal, da bo napisal zgodovino slovenskega vprašanja na mirovni konferenci. To je tudi naredil od 1922-1932, ampak je šlo šele, ker ga je to objavila Marija Vrečar 2002. Sam je sicer že pripravil to za tisk, ampak se je pol premislil, češ da zaradi ljudi, ki še živijo, je potegnil pravzaprav svojo razpravo nazaj. Potem pa so ga seveda umorili 26. maja 1942 na Streliški cesti in ni imel več priložnosti, da manuskript objavi, več seveda v prispevku. Ehrlich naj bi kot svetovalec slovenskih ministrov zapustil z jugoslovansko vlado Jugoslavijo, vendar za slovenske spremljevalce na letalu v Nikšiću v Črni Gori ni bilo prostora in so se potem slovenski spremljevalci, tako tudi Ehrlich in Žebot, vrnili v Ljubljano. Nekaj dni po vrnitvi je napisal razloge, zakaj bi bilo potrebno ustanoviti podtalno vlado. Saj so Narodni svet Italijani ukinili. Po Žebotu ni šlo za to, da se ustanovi konkurenca odsotni jugoslovanski vladi, temveč za to, da se, citiram, od razsula Jugoslavije popolnoma odrezano, ozemeljsko razsekano in skoraj dobesedno na narodno smrt obsojeno slovensko ljudstvo takoj živo zave, da ima v času svoje največje stiske, ko na njegovem ozemlju ni bilo več sledu jugoslovanske oblasti in varstva, svoje lastno narodno vodstvo za dosego 3 nespornih ciljev, namreč ohranitve, osvoboditve in združene Slovenije. To vemo, da je potem, kdaj je to bilo, to je malo sporno. Godeša zagovarja hipotezo, da je tole predlagal šele septembra, ampak tudi o tem malo več v polu prispevku. Vsekakor je natlačen Ehrlichov predlog končno zavrnil, ker je izražal nelojalnost do jugoslovanske vlade v begunstvu, zanikal kontinuiteto Jugoslavije, hkrati pa po nepotrebnem izzival okupatorje. Ko je se vrnil iz Ljubljano, je napisal tudi izčrpno poročilo o delovanju nemškega okupatorja na Štajerskem in Gorenjskem. S pomočjo prijateljev zbiral podatke o nemškem nasilju. Iz tega je nastala spomenica, ki jo je izročil Zakrajšku. To poročilo je bilo po Žebotovem spominu prvo in po vsej verjetnosti edino, v katerem je zavezniški radio v več oddajah zelo obširno poročal. Godeša navaja, da Zakrajšek iz varnostnih razlogov da je to poročilo uničil in da je prinesel v ZDA kopijo spomenice Tragedija slovenskega naroda v nemškem jeziku. Sosvet z Markom Natlačanom je poročilo nesel v Rim in izročil Mussoliniju, ampak tukaj postavljam vprašanje, če ni bilo to eno in isto poročilo, ali sta bile resnično dve. Lambert Ehrlich je, in to je pravzaprav ta znana spomenica Slovenski problem, je vse od pariške mirovne konference intenzivno posvetil slovenskemu narodnemu programu. Jeseni 1941 je pripravil dokument s naslovom Slovenski problem, ki je bil poslan po tajnih poteh slovenskim zastopnikom v Londonu in Ameriki. Napisal je seveda za jugoslovansko vlado v Londonu.
Objavil ga je delno Žebot v internem ciklostiranem glasilu Stražarjem Naša vez leta 50, potem tudi v Nemenljivi Sloveniji. Bojan Godeša pa je potem v celoti objavil v knjigi Ehrlichov simpozij v Rimu. Žebotova knjiga Narod sredi Evrope, ki je šla po Ehrlichovi smrti pod psevdonimom Borut Bober, sledi na tem Ehrlichovem programu. Spomenica nosi datum 24. november 1941, kar pa ne pomeni, da je bila takrat zaključena. Datum moramo razumeti kot nestrinjanjem s tako imenovanimi londonskimi točkami, kot izpostavlja tudi Godeša. Te je na radiju London predstavil Alojzij Kuhar en dan prej, torej 23. novembra. Miha Krek je ta dokument posredoval najprej britanskemu, ameriškemu zunanjemu ministrstvu ter še 12 drugim državnim ustanovam. Ehrlich je namreč dokument sestavil, ker so londonske točke predvidevale federativno državo Jugoslavijo, v katero naj bi bila vključena Slovenija. Ehrlich pa je zagovarjal suvereno državo Slovenijo in se zavzemal za konfederativno rešitev. V svoji spomenici je zahteval dokončno osvoboditev vseh Slovencev izpod tuje oblasti, potem pa združitev vseh Slovencev, to se pravi vseh slovenskih pokrajin, v eno slovensko državno enoto. Zato je ponudil 3 možnosti. Prva naj bi bila zveza s Hrvaško in Srbijo Jugoslavijo, temu se bi naj pridružila tudi Bolgarija. Druga možnost, ki jo je označil kot še bolj evropska in slovenska, naj bi bila zveza severnih in južnoslovanskih držav, torej Poljske, Češke, Slovaške, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bolgarije. Ta konfederacija bi vmesno Evropo med Baltikom, Jadranom in Egejem za vselej obvarovala germanske nevarnosti, je napisal. Rešila pa bi naj tudi gospodarski problem. Najprimernejši sedež te konfederacije pa naj bi bila Slovenija. Poljaki so v Rimu potem leta 1944 obnovili idejo federacije pod imenom Intermarium. V primeru, da obe možnosti ne bi bile uresničljive, tako Ehrlich, potem pa naj bi nastala samostojna Slovenija, citiram, prava Švica vzhodne Evrope, kot kulturna in gospodarsko-prometna vez med zapadno, srednjo in vzhodno Evropo ter Balkanom, z mednarodno zajamčeno nevtralnostjo in nedotakljivostjo. Ehrlich je želel, da politični red temelji na razviti demokraciji, zagovarjal je svobodno tržno gospodarstvo, pravni red na temeljih socialne pravičnosti in kulturno življenje na koreninah slovenske tradicije. Notranja ureditev Slovenije mora biti, citiram, v skladu z načeli novega svobodnega sveta, rešena zablod vsakega totalitarizma, centralizma, gospodarskega izkoriščanja po zasebnem ali državnem kapitalu in kulturnega poganstva vseh vrst. Načela o ravnopravnosti vseh narodov, vsebovana v Atlantski izjavi, so jamstvo, da bo tokrat tudi slovenski narod dobojeval svojo tisočletno narodno pravdo. Potem bi še omenila, ne vem, koliko je s časom. Minuta še. Ja, torej, potem bi še omenila, seveda o tem bi se že dalo marsikaj povedati, ampak čas nas tepe. Spomenica Italijanom. 1. aprila 1942 je poslal Italijanom spomenico, nekaj dni pozneje tudi v italijanskem prevodu, kateri je ostro kritiziral samovoljne ukrepe okupacijskih oblasti v ljubljanski pokrajini in opozarjal na težak položaj prebivalstva, ki ga z ene strani stiska nasilje Osvobodilne fronte, z
druge pa italijanske represalije. Predlagajo tudi ustanovitev avtonomne varnostne službe v obliki akademskih formacij mestne in ljudske obrambe. Dejansko pa se je Ehrlich trudil, da za Slovence doseže večjo samostojnost, da bi Slovenci imeli v primerni obliki tudi upravno oblast oziroma morajo biti dejansko pritegnjeni k upravljanju pokrajine. Prav ta spomenica je bil kamen spotike pri marsikomu. Podobno poročilo je tudi poslal Rožmanu, torej je poslal na pobudo Rožmana Svetemu sedežu. Ja, s tem bom zaključila, marsikaj bi se še dalo povedati, pa če bomo napisali prispevek, bo o tem kaj več. Hvala lepa. Hvala dr. Tamari Grisar Pečar za predstavitev Lamberta Ehrlicha in njegovega odnosa do narodnega vprašanja. Zdaj pa vabim že našo mlado doktorantko iz Študijskega centra za narodno spravo, Špelo Homicki, ponosno Štajerko, ki nam predstavlja referat z naslovom Matija Slavič, vloga katoliškega intelektualca pri razvoju slovenske narodne identitete in njegovo delo za Prekmurje. Spoštovani zbrani, lepo vas pozdravljam tudi v svojem imenu. Na začetku želim dodati, da čeprav se moja raziskovalna pot do sedaj ni neposredno osredotočala na tematiko, ki jo obravnavam v tem prispevku, sem dodeljeno nalogo z veseljem sprejela v prvi vrsti tudi zaradi svoje delne družinske povezanosti s Prekmurjem in sem v bistvu sedaj imela dober razlog, da se poglobim v zgodovino območja, ki mu po mojih dosedanjih izkušnjah, vsaj pri študiju zgodovinopisja, še vedno namenjamo premalo pozornosti. Najprej se sicer moramo obrniti na desni breg reke Mure, torej k Prlekiji, ki je namreč v preteklosti dala veliko bero zgodovinsko pomembnih posameznikov, ki so delovali na raznolikih področjih od politike, diplomacije, kulture in znanosti. Med pomembnimi posamezniki so bili, kot je značilno tudi za preostala pretežno ruralna slovenska območja, mnogi katoliški duhovniki, ki so predstavljali enega od stebrov razvoja slovenstva. V obdobju dolgega časovnega loka med letoma 1848 in 1948 je iz območja Prlekije izviralo več katoliških intelektualcev, katerih delovanje je kljub načelno protislovnemu odnosu med samim katolištvom in narodnostjo pomembno prispevalo na področju razvoja slovenske narodne identitete. Pomembna prelomnica v preučevanem obdobju je predstavljala Prva svetovna vojna, takrat znana pod imenom Velika vojna, ki je za človeštvo pomenila prvo izkušnjo svetovnega spopada. Ob njenem koncu so za Slovence in narodno identiteto odigrali pomembno vlogo trije prleški katoliški intelektualci, vsi rojeni v razponu desetletja med letoma 1867 in 1877, in sicer slovenski politični voditelj Anton Korošec, ki je s svojimi sodelavci pripomogel k ustanovitvi nove jugoslovanske države, Franc Kovačič in Matija Slavič, ki pa sta rojena skoraj v sosednjih vaseh, prvi v Veržeju, drugi v Bučačovcih, oba, ki sta svojo udeležbo na pariški mirovni konferenci pomembno prispevala k risanju novih slovenskih meja s priključitvijo Prekmurja, Spodnje Štajerske in dela Koroške slovenskemu ozemlju. V fokusu današnjega konferenčnega prispevka je življenje katoliškega intelektualca dr. Matije Slaviča s poudarkom na njegovem delu za priključitev Prekmurja ter posledično o njegovi vlogi pri razvoju slovenske narodne identitete na omenjenem območju. O njegovem življenju in delu je bil napisan že precejšen obseg literature, v arhivih pa lahko najdemo nekaj zbirk primarnih virov, ki so povezani z različnimi področji njegovega življenja. Čeprav sam ni zapustil svojih lastnih zapisanih spominov v obliki monografije, je bil Slavič eden izmed tistih, ki je vsaj o dogodkih na pariški mirovni konferenci obširno poročal.
Pri virih za obravnavo Prekmurja v prvi vrsti ne moremo mimo Slavičeve knjižice z istoimenskim naslovom Prekmurje, ki ga je kot dopolnjeno izdajo francoske verzije izdal leta 1921 in jo še danes štejemo za izjemno znanstveno delo. Kot zanimiv vir o procesu priključitve Prekmurja in vlogi Matije Slaviča so se v kritični obravnavi izkazali tudi spomini štajerskega duhovnika Janoša Bolca, ki hrani Nadškofijski arhiv Maribor. O svojem delu za priključitev Prekmurja je Slavič pisal v različnih zbornikih ob okroglih obletnicah, veliko pa je objavljal tudi v takratnem dnevnem časopisju. Leta 1928 je tako v zborniku z naslovom Slovenci v desetletju 1918-1928, ki ga je uredil dr. Josip Mal, objavil daljši prispevek s poudarkom o dogajanju na območju Štajerske v obdobju po prvi svetovni vojni, čeprav se je na nekaj straneh posvetil dogajanju v Prekmurju. Bolj natančno pa se je dogajanju v Prekmurju in na Pariški mirovni konferenci posvetil z 2 obširnima prispevkoma v zborniku z naslovom Slovenska krajina, ki ga v 15-letnici osvojenja uredil. Matija Slavič se je rodil 27. januarja 1877 v naselju Bučačovci v bližini Križevca pri Ljutomeru. Rojen je bil v večjo kmečko družino, na prezentaciji lahko vidite njegovo rojstno hišo, ki danes žal več ne stoji. Njegov oče Matija je bil v lokalnem okolju vključen v politično in javno življenje, njegov stric Franc Ksaver Slavič pa se je kot jezuit in doktor filozofije proslavil pri organizaciji bosanskega katoliškega šolstva in med drugim postal 2-kratni rektor sarajevskega bogoslovja. Toliko kot zanimivost o vzporednicah med življenjsko potjo strica in nečaka. Leta 1883 je začel obiskovati ljudsko šolo v domačih Križevcih, nato pa je višje razrede osnovne šole obiskoval na nemški šoli v Radgoni. Kljub temu, da je bil v nemško šolo primarno vpisan zaradi učenja nemščine, se je od prekmurskih sošolcev uspel naučiti tudi madžarščine. Pri tem je pomembno poudariti, da je Slavič zagotovo s Prekmurci prihajal v stik že prej, saj je živel na obmejnem območju v neposredni bližini reke Mure, kjer je pa med bregovoma prihajalo do stikov, ob enem pa je imel Slavič po babici celo prekmurske korenine. Klasično gimnazijo je obiskoval v Mariboru in ravno v tem času je zaradi svojih poznanstev s slovenskimi dijaki iz Radgone in potovanj po celotnem Pomurju spoznaval razmere in ideje za slovenstvo. Že v svojih dijaških letih je spoznal nekatere prekmurske duhovnike, kar mu je ponovno prišlo prav v letih po prvi svetovni vojni. Po z odliko opravljeni maturi je v Mariboru opravil študij bogoslovja in bil leta 1900 ordiniran. Po samo leto dni kaplanovanja v Hočah pri Mariboru je nadaljeval doktorski študij teologije na Dunaju, kjer je bival v slavnem zavodu Frintaneum pri cerkvi svetega Avguština. V času doktorskega študija se je navdušil za biblicistiko in se začel izpopolnjevati v biblični hebrejščini, aramejščini, arabščini in grščini, poleg latinščine, ki je tako ali tako bila prvi študijski jezik. Pri tem ne smemo pozabiti, da se je lahko sporazumeval tudi v nemščini, angleščini, francoščini, italijanščini, madžarščini, češčini in hrvaščini, kar je izjemen razpon, ki mu je še kako prišel prav tudi na diplomatskem področju njegovega delovanja. Doktoriral je leta 1905 in do 1911 ostal na mesto pridigarja pri Marijini cerkvi v Celju. Leta 1911 je bil nato imenovan za nadomestnega profesorja bibličnih ved Stare zaveze na mariborskem bogoslovju, do leta 1916 pa je nastopil kot redni profesor za biblične vede. Pri tem je pomembno poudariti dejstvo, da je bil že vse od mladosti aktivno vpet tudi v mednarodno okolje, dodatno se je strokovno izpopolnjeval tudi izven evropskega ozemlja in sicer je 2-krat potoval na Bližnji vzhod. Leta 1922 pa se je že takrat kot redni profesor na Ljubljanski teološki fakulteti 1 leto izpopolnjeval na Bibličnem inštitutu v Rimu. Matija Slavič je zaradi svoje intelektualne odličnosti in nadarjenosti za učenje tujih jezikov ter kasnejšemu delovanju v različnih vlogah od duhovnika, teologa, biblicista, prvega prevajalca svetega pisma po hebrejskem izvirniku, diplomata, univerzitetnega profesorja, večkratnega dekana Teološke fakultete v Ljubljani in 2-kratnega rektorja Univerze v Ljubljani, prav poosebitev slovenskega katoliškega izobraženca.
Med Prvo svetovno vojno je Slavič poleg profesure na mariborskem bogoslovju leta 1915 najprej postal veroučitelj na mariborski vojaški realki, nato pa je od leta 1916 opravljal službo veroučitelja tudi na državni realki. Čeprav kot vojaški kurat ni bil vpoklican na fronto, je za duhovno skrbo mladih vojakov, ki so odhajali na bojne linije, pripravil tudi posebno žepno izdajo nedeljskih in prazničnih evangelijev. Še pred uradnim koncem vojne je bil 26. septembra 1918 v Mariboru ustanovljen Narodni svet za Slovensko Štajersko, v okviru katerega je bila poleg naloge določitve severne meje tudi določitev meje z Madžarsko. Referat za Štajersko je prevzel Franc Kovačič, referat za Prekmurje pa Matija Slavič. In v obdobju teh nekaj mesecev je tako Slavič opravil terensko delo in obiskal celotno pokrajino med Muro in Rabo, bil je v stikih s tamkajšnjimi duhovniki in glede na vse zbrane podatke pripravil predlog o meji. Razmejitvena linija na severu bi tako postala reka Raba, na vzhodu pa Velika Krka. S tem bi zajeli tudi območje okrog Monoštra. V Pariz se je Slavič odpravil januarja 1919 in do poletja istega leta deloval v okviru zgodovinsko-etnografske sekcije delegacije Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Skupaj s Kovačičem sta tako, citiram, dvobojevala svojo narodnostno naravnano, strokovno in znanstveno utemeljeno bitko v hudi diplomatski igri velikih z malimi, ki še mednarodno sprva niso bili priznani. Konec citata. Kljub pozitivnim pričakovanjem, da bodo delegati lahko izpolnili vse mejne zahteve, se je kmalu izkazalo ravno nasprotno. Iz zapisnikov zasedanj delegacije Kraljevine SHS v Parizu lahko vidimo, za kako velik obseg območja so se skupno pogajali. Prav tako tukaj kmalu postane jasno, kako kolosalna naloga je bila za Slaviča pripraviti elaborate v prid priključitvi Prekmurja slovenskemu ozemlju. Na drugi strani pa gradivo iz zasedanj daje tudi občutek majhnosti nasproti velikih antantnih delegacij. Prvi del svojega elaborata je Slavič predstavil že 18. februarja 1919, a so se vodilni predstavniki velesil na konferenci s vprašanjem Prekmurja začeli ukvarjati šele konec marca. Jugoslovanski predlog o razmejitvi v Prekmurju je bil najprej zavrnjen. O dogajanju na konferenci pa je Slavič, ki je v svojem opisovanju dogodkov le redko dodal čustveno noto, zapisal takole generalu Rudolfu Maistru, citiram: "Usoda Slovencev je prilično zapečatena, za Koroško še niso definitivno sklepali, govorili so pa o tem, da naj bo plebiscit za Celovško kotlino, Beljak z okolico pa je sploh izgubljen. Za Maribor je bil tudi boj. Končno se je sprejelo, da bo naš. Prekmurje in Baranjo pa so odbili v prid Madžarom. Italija je glasovala povsod proti nam v prid Nemcem. Amerikanci so bili za to, da naj bo Prekmurje naše. Predsednik teritorijalne komisije je predlagal, da naj bo Prekmurje naše. Toda politični delegati so bili proti. Dobila se je večina za Maribor proti glasovom Italijanom, Prekmurje pa je ostalo v manjšini. Zdaj delamo na tem, da se napravi za Koroško ugoden plebiscit in da se še reši Prekmurje. Proti Prekmurju se je navajala okoljnost, da ni lepe geografske meje in pa da smo dobili v Bački dosti Madžarov. Toliko v naglici, da veste, kako stoji vaš in naš Maribor in imate, če ga še ne izgubimo, v zadnjem hipu zavest, da ste ga rešili s svojimi vojaki." Konec citata. Dodal je še, citiram, "se ve zaupno, vse ni za javnost." Konec citata. Slavič je kljub težavam nadaljeval s ciljem priključitve Prekmurja in za predstavnike komisije pripravil knjižico v francoščini, ki jo lahko vidite na prezentaciji. Poleg opisa Prekmurja je obsegala tudi statistiko, pregled gospodarstva in etnografsko karto. V maju je ob upoštevanju Slavičevega zemljevida jugoslovanska delegacija z dr. Ivanom Žolgerjem na čelu podala nov predlog z mejo Prekmurja med Muro in Rabo. Predlog je bil sprejet, čeprav s tem slovenskemu ozemlju ni bilo priključeno ozemlje okrog Monoštra. 12. avgusta 1919 je jugoslovanska vojska zasedla Prekmurje, Slavič pa se je ravno tako poleti vrnil z Pariza. Njegovo delo na diplomatskem področju pa ni bilo zaključeno, saj je ob sprejetju mirovne pogodbe z Madžarsko deloval tudi kot član mednarodne razmejitvene komisije. Skupno je delo do postavljanja mejnikov na meje trajalo vse do poletja leta 1924.
Vloga Matija Slaviča za razvoj narodne identitete v Prekmurju je edinstvena zato, saj jo lahko metaforično razumemo kot most, ki je Prekmurje povezoval s preostalim slovenskim ozemljem v okviru kraljevine SHS. Slavič ni bil zgolj eden redkih, ki je dobro poznal in prepotoval območje preko reke Mure, temveč je hkrati ohranjal stike z lokalno duhovščino, ki se je aktivno in z odločnostjo borila za ohranitev in razvoj slovenske narodne identitete. Med njimi je seveda najbolj znan in ugleden prekmurski duhovnik tistega časa Jožef Klekl starejši, ki je za Slaviča pomenil trden steber opore v doseganju cilja. Tako lahko sklenemo, da je Slavič predstavljal tisti vezni člen med Prekmurjem in drugimi deli slovenskega etničnega ozemlja, kar je pripomoglo ne samo k priključitvi, temveč tudi k utrjevanju slovenstva v času, ko so bile meje politične in narodne identitete na tem območju še vedno v procesu oblikovanja. Hvala za pozornost. Hvala kolegici Špeli za držanje časovnega roka. Vabimo tretjega referenta v tem drugem panelu današnjega posveta. Vabim doktorja Igorja Grdino, enega poslednjih slovenskih polihistorjev, da nam predstavi svoj referat z naslovom Intelektualni regionalizem po katoliško. Drage kolegice, kolegi, mi je bil zaupan referat o danes že večkrat omenjenem Franu Kovačiču, ki je zares nekaj posebnega zato, ker je v slovenskem biografskem leksikonu predstavljen na en način, recimo na Wikipediji pa popolnoma drugače. To nista isti osebnosti, torej za Wikipedijo je samo filozof z dodatkom zgodovinarja, medtem ko je seveda za slovenski biografski leksikon slika popolnoma nasprotna. Potem, ko pogledamo bibliografijo, vendarle vidimo, da je težišče njegovega znanstvenega dela, vsaj kar zadeva količino, gotovo na zgodovini. Je pa seveda res, da če pogledamo njegovega najuglednejšega učenca, in to je bil nihče drug kot France Weber, ta filozofska plat vendarle tudi izjemno pomembna. Vse povsod se seveda pri Weberu omenja njegovo študijsko obdobje pri Meinungu, pač predmetnostna teorija, vendar je France Weber potem v 30 letih izrazito krščanski filozof. Zlasti, če pogledamo knjigo, s katero sem se že kar pred precej časa ukvarjal, in to je Nacionalizem in krščanstvo. In seveda je zelo mikavno povezati preko dela učenca pa vreči pogled tudi na delo učitelja. Tu pa trčimo na tisto, na kar je že Aleš opozoril, na neke, recimo temu tako, regionalne konstante. To se pravi, umetnostna zgodovina veliko ve povedati o tem, zlasti v starejših obdobjih na podlagi regionalnih konstant celo atribuirajo umetnine. Je iz te in te šole, ne vemo avtorja, ampak delo ima te in te lastnosti, tu in tu se je delalo tako. In zdaj te regionalne konstante se, kakor je Aleš pokazal, vendarle ohranjajo tudi v neki intelektualni tradiciji.
v nekem prostoru so aktualna skozi daljše časovno obdobje ta in ne druga vprašanja. Ali primarno aktualna ta in ne druga vprašanja. V sosednjem prostoru je slika lahko že popolnoma drugačna ali pa deloma drugačna. In zdaj, če pustimo vprašanje tega katoliškega regionalizma in teh regionalnih konstant za starejše obdobje malce ob strani, čeprav vemo, kako zelo je zaznamovala recimo meja na Dravi, tista najprej seveda misionarska področja in seveda potem tudi določene oblike cerkvenega življenja. Kako zelo so se razlikovali poudarki v posameznih škofijah. Kako zelo so se potem v bolj modernem obdobju razlikovali tisti prostori, kjer se je poskušalo ustvariti državno cerkev, tudi katoliško, torej v Franciji galikanizem, v Habsburški monarhiji jožefinizem in seveda vsaka takšna akcija je sprožila tudi reakcijo, ki pa je lahko bila glede na poprejšnjo tradicijo različna. Seveda je pa to za katoliški svet nemajhen paradoks, kajti katolištvo pomeni seveda vesoljnost. Ne pomeni pa uniformnosti. In France Weber je ravno v nacionalizmu in krščanstvu, ki je ena izmed zelo, zelo spregledanih, ampak zelo, zelo pomembnih knjig, govoril o dinamičnosti krščanske misli, dinamičnosti krščanske tradicije, seveda predvsem v kontekstu izzivov časa, v katerem je sam živel, in v seveda razmerju katolicizma do, kot je sam rekel, glavnih napak tiste dobe, to so rasizem, nacionalizem, individualizem, kolektivizem in še jih je našteval, ampak v glavnem so torej te. In kako pravzaprav krščanska misel in krščanska tradicija človeku vendarle vedno pomaga, da najde takšno podobo, kot je hotel pač stvarnik. To je, da je človek seveda telesno bitje, je pa seveda tudi nič manj duhovno bitje. Da tukaj ni prvenstva, recimo pretiranega spiritualizma in zanemarjanja fizičnega sveta in ne seveda tudi obratnega. Zdaj seveda moderna doba je po naravi pravzaprav takšna, da je materialnost, telesnost poudarjala se. Če gledamo rasizem, nacionalizem, potem seveda materializem sam po sebi, kolektivizem, individualizem, tukaj je vse povsod je poudarek pri tem fizičnem. Pri individualizmu pač človek je posamičnik, posameznik, in krščanstvo pa vendarle računa na občestvo. Tudi to je zelo pomembno. In torej krščanstvo človeku
pravzaprav, in to je tisto glavna stvar pri tej knjigi, vedno ne samo pomaga, ampak ga tudi prav usmeri k pravim razmerjem, takšnim, kot jih je ljubi Bog želel. In zdaj vidim, da vrsto razpravljavcev muči to razmerje med narodnim in verskim, kot da sta te dve stvari konkurenčni. Če gledamo kot seveda filozofsko, kakor je kolega Krže pokazal, lahko pridemo do takšne ideje. Ampak če beremo Biblijo, je pa to malce drugače. Vemo, da so jeziki, in to je groza za vse tako imenovane moderniste, kot podlaga skupnosti zelo star pojav. V Bibliji to najdemo čisto pravzaprav na začetku, ko pride po Božji volji seveda do različnih jezikov. In potem, če tam sledite, narodi in jeziki so tako rekoč sinonimi. V starejšem obdobju je tega bilo zelo veliko, v južnoslovanskem prostoru še toliko več, ker je bila pač tukaj Gladgolica, in tam v 15. stoletju imate celo seveda tisti znameniti stavek na hrvaškem, kako Turci nalegoše na jazik hrvatski, potem ko so osvojili Albanijo, Srbijo in tako dalje. Ampak jezik pravzaprav toliko pomeni kot v brižinskih spomenikih narod. In to je neka zelo stara in zelo krščanska pojava, s tem pa seveda je popolnoma jasno, da med narodno in versko pripadnostjo po naravi stvari ne more priti do neke kolizije, ker sta pač to oboje stvari pač božanskega izvora. To lahko naknadna filozofija potem zaplete, kaj je pomembnejše, kaj je primarnejše. In če vi pogledate potem tam v 20. stoletju, torej tik pred drugo svetovno vojno Janžekovičeve spise, najdete točno to teologijo, ki jo bojo pač izvajali seveda v mariborskem primeru od Slomška naprej, da pač človek je ustvarjen takšen, kot je, njemu pripada ustvarjen je tudi seveda s takšnim in takšnim jezikom, čeprav je to nekoliko pozneje, ampak vendarle v času globoko pred vsako filozofijo. In so te stvari na takšen način povezane, da kdor se odpoveduje svojemu jeziku, tistemu, kar je, kako bo potem on dober kristjan, ker vendarle krščanstvo poudarja torej človekovo naravo. Zdaj, seveda, s takim ozadjem lahko pa ves ta angažma Frana Kovačiča ali Matije Slaviča popolnoma razumemo kot nikakršno nasprotje med seveda vero in delom za občestvo, v katerega je posameznik postavljen. Seveda, to je vprašanje, ki je zelo aktualno v Mariboru, na štajerskem območju, na Koroškem, kakor je kolegica Griserjeva pokazala pri Lambertu Ehrlichu, seveda. Nekje na Goriškem je pa situacija kar precej drugačna in tamkaj lahko torej
z tem prodorom vpliva, kot je pač kolega Krže pokazal, italijanskega neotomizma, razložimo tisto, kar se v našem prostoru zdi nekaj silno čudnega, unikatnega, pa vendarle ni tako. Teologov, kakršen je bil Mahnič, je bilo po Evropi kar precej. Veliko jih je bilo. Seveda je pa nekaj drugega res. Zdaj prehajam na ta moderni regionalizem, ki ga je slovensko zgodovinopisje opazilo v razmerju, torej ob čisti politiki, v razmerju med primorskim prostorom, med obema vojnama in ostalim slovenskim prostorom. Vse to je slika, ki je zelo, zelo zasilna, kajti vprašanje je, kater krog na Primorskem vzameš za reprezentativnega. In kateri krog vzameš za reprezentativnega v jugoslovanski Sloveniji, kajti razlike seveda so bile. Tako kot je pisal Janžekovič pred drugo svetovno vojno, bi težko kdo sredi Ljubljane. In seveda, od kdaj so sploh lahko takšne, bi rekel, moderne regionalistične razlike? Mislim, da je tukaj ključno seveda druga polovica 19. stoletja, ko seveda se katolicizem pod pritiskom modernega sveta se mora opredeliti do nekaterih pojavov. Kakšen je odgovor Pija IX. Vemo. Kakšen je odgovor Leona XIII. Tudi. Precej različna odgovora sta, kaj naj kristjan, ne v teološkem smislu, ampak tem teoretskem, ampak kakšen odnos zauzeti do modernega sveta, koliko biti akcionist, koliko ga pa seveda zavračati. Tukaj je pa velika razlika. In zdaj seveda, čim se nekdo vključi v moderni svet, potem je to drugače, kot je bilo tisto, kar je bilo prej. In konservativno stališče nenadoma ni več neko naravno ali pa logično stališče, tako kot je bilo poprej ob tistih sunkih modernizacijskih procesov, ki jih pač sponzorira država, še prej so pa ti seveda spontani, ampak od recimo Jožefa I. preko Karla VI. In tako dalje naprej do Jožefa II. So to pač eni modernizacijski sunki. Zato edino, s čemer se ne bi strinjal pri Alešovem izvajanju, je to, da je tisto mali kulturni boj. Tisti je bil veliki kulturni boj, mali, ta lokalni, je pa seveda tale posebni slovenski. Ne med državo in cerkvijo, ampak med seveda dvema slovenskima taboroma. Ker to pa je en poseben seveda kulturni boj, kjer pa tudi Mahnič ni glavna figura, kajti Fran Šukle je zelo na mestu opozoril, da Mahnič je postal veliko ime v slovenskem katoliškem prostoru, ko se je v ljubljanski škofiji knezov škof Misja odločil tako, da je Mahnič ustvaril primerno platformo. Seveda, drugačna situacija na Štajerskem, drugačni problemi na Štajerskem, čeprav seveda
to, kar se je dogajalo v Mariboru, zlasti v času škofa Napotnika, je vendarle na velika modernizacija. Tudi v času škofa Stepišnika, ki je bil brat nemškutarskega župana Celja, celo isto ime sta imela, ne? Torej Maksa sta bila oba, čeprav po krstnem imenu je bil škof drugačen. Ne? Ampak kakorkoli že, torej tudi pri Stepišniku sta dve obdobji, ne? To pa Sernec piše v svojih spominih, kako je v prvem obdobju zares bil takšen, kot ga je Rajič opisoval, v drugem obdobju je pa precej drugačen in je nekakšen most k temu Napotnikovemu obdobju, kjer je seveda toleranca do narodnostnega angažmaja, torej tistega tudi čisto političnega, postala velika celo vodilo. Ne? Zdaj seveda, lahko, da je v trenutku kakšne slabosti, kdo tudi videl konkurenco med tema dvema področjama, ampak to, kar se je dogajalo med Prvo svetovno vojno in to, kar je recimo Lambert Ehrlich rekel, ne, da je katolicizem pa povezan s slovenstvom in da če ne bo katolicizem, ne, torej, da bo zelo težko pri Slovencih, je seveda tudi misel, ki je bila v Mariboru zelo, zelo prisotna. Čeprav seveda Napotnik se nikakor ni angažiral, je pa vendarle duhovnikom to dovoljeval, če tudi jih je kregal. Ne? Torej, pri Antonu Korošcu vemo, da sta imela marsikdaj kakšno hudo uro in da kadar se je škof res mislil zdret nad njim, ne, da je, kar je res, kadar kaj bilo narobe, da je najprej zavil kopalnico, pa dal protezo ven in potem opravil tisto, pa potem je bilo pravzaprav spet vse po starem. Ne. Kaj ti nikoli nisi vedel, koliko oči te gleda. Ne. In zdaj seveda, ena takšna osebnost, kot je bil papežev hišni prelat Kovačič, z to mnogostranskostjo, je samo po sebi izraz moderne. Ne? Torej, da razvija neotomistično filozofijo, žal, se pravim, nikoli ni noben filozof pri nas pogledal, kako se pozni France Weber in seveda Kovačičeva filozofija ujemata ali ne ujemata, kje je moderno, kje ni moderno. Kar zadeva ta narodnostni zgodovinarski angažma, pa vemo, da je pravzaprav Kovačič zgodovinar sicer regionalist, ne, torej Slovenska, Štajerska in Prekmurje, in seveda njegovo magistralno delo, pač zgodovina Lavantinske škofije. Če to primerjate seveda z Josipom Valentinom Grudnom, vidite, da sta tehtnici pravzaprav pač izravnani. Seveda je Gruden bolj znan zaradi te vse slovenskosti. Koliko minut še imam? Konec je. No. Torej, moram počasi spustiti zastor. Bo pač načeloma predstavljeno tudi vprašanje tega regionalizma, ki je bil pa po drugi svetovni vojni seveda zabrisan. Zabrisan zato, ker se je zlasti strani oblasti z vsemi duhovniki ravnalo, kakor da bi cela Slovenija delila usodo Dolenjske. Ne, in recimo
na Štajerskem ni bilo čisto nič drugačnega postopanja proti duhovnikom. Torej, izseljeni so bili, potem pa zaprti, pa gradili Litostroj, kakor recimo prelat Zdolšek, in še. Na drugi strani pa vendarle tale vzhodno-štajerska regionalna konstanta, na katero je upozoril seveda naš prvi govorec, mislim, da upravičeno, in mislim, da se ne smemo bati v tem katolicizmu na Slovenskem in slovenskem katolištvu, katoliškem slovenstvu boljše, najti tudi posamezne odtenke, s tem nikakor univerzalizma katoliškega ne načenjamo, ampak samo recimo sledimo tistemu, kar je France Weber opazil, ker je v nekem obdobju pod vprašajem ta in ta del človeka, se ga vera podpre ravno tisti najbolj ogroženi del, da ostane takšen, kot je pač božja kreacija. To je njihova misel. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa referentu Igorju Grdini za zanimivo in iskrivo predavanje. S tem je dal tudi nam mogoče kakšno idejo za posvet v bližnji prihodnosti v tem unificiranem postopanju s cerkvijo po vojni, mogoče s kakšnimi časovnimi dimenzijami različnosti, ampak od to mogoče kdaj v prihodnosti. Torej vabim zadnjega referenta v tem posvetu, zdaj drugem del našega posveta, in sicer dr. Simona Malenvala, cerkvenega zgodovinarja, muzealca v Šolskem muzeju, predavatelja na Teološki fakulteti in pa iskrivega zgodovinarja mlajše generacije, cerkvenega zgodovinarja tudi, ki bo nam predstavil narodno in zgodovinsko zavest v delih Franca Krivca. Naslov mojega prispevka je Narodna in zgodovinska zavest v delih Franca Krivca. Čas 19. in prve polovice 20. stoletja je v Evropi pomenilo obdobje globokih družbeno-gospodarskih sprememb, vključno z oblikovanjem novih kolektivnih identitet. Na tem področju sta se utrdila predvsem dva občasno medsebojno prepletena idejna sistema, to je nacionalizem in socializem. V intelektualno vrenje tistega časa je znotraj slovenske kulture dejavno vstopal tudi Franc Krivec, katoliški strokovnjak za vzhodno krščanstvo, profesor na ljubljanski teološki fakulteti med letoma 1920 in 1963, ki je slovensko zgodovinsko izkušnjo povezoval s širšim slovanskim svetom. Njegovo delo je potekalo v prelomnem trenutku slovenske zgodovine, to je po vstopu v južnoslovansko in obenem večinsko nekatoliško državno tvorbo. V svojih raziskavah je med drugim iskal globlje idejne vzroke za uspeh boljševiškega prevzema oblasti v Rusiji in kot protiutež socializmu zagovarjal versko zavest, ki jo dopolnjuje narodna. V času pred in med drugo svetovno vojno, ko se je Krivec posvečal Rusiji, je boljševizem v jugoslovanskem in evropskem družbenem okviru pomenil pereče vprašanje. Slovenski profesor je na podlagi proučevanja ruske kulture zasnoval lasten pogled na zgodovino, katerega nosilne vrednote so bile tri: slovenstvo, slovanska vzajemnost in krščanstvo. Sintezo teh vrednot je pripisoval delovanju in dediščini svetih bratov Cirila in Metoda iz 9. stoletja. Eno najizčrpnejših Krivčevih obravnav z ruske zgodovine in znotraj nje oktobrske revolucije podaja članek Boljševiška brezbožnost, objavljen leta 1925 v reviji Bogoslovni vestnik, znanstveni periodični publikaciji Teološke fakultete. Omenjeno delo je hkrati prva celovitejša slovenska analiza odnosa zgodnje sovjetske oblasti do religije. Skrajnost boljševikov je po Krivčevem prepričanju sestavni del
širšega mehanizma ruske kulturne zgodovine, v kateri se je večkrat pojavljala misel o posebnem krščanskem poslanstvu ruskega naroda v razmerju do drugih dežel, o čemer sta razpravljala že pisatelj Fjodor Dostojevski in filozof Vladimir Solovjov, ter o čemer je bila že ob koncu 15. stoletja zasnovana predstava o Moskvi kot Tretjem Rimu. Odtot je mogoče izpostaviti Grivčevo ključno ugotovitev o koreninah protiverske gorečnosti sovjetskih ideologov, ki naj bi idejo o odrešenskem poslanstvu Rusije razvili v nasprotni smeri pod geslom brezbožnosti in se skrajnimi zahtevami na družbeno-političnem področju. Grivec pri tem se navezuje tudi na lastno sodobnost, ki ga zaznamuje kulturni boj med katoliškimi in sekularnimi, to je liberalnimi ali socialističnimi silami. S tem bolševiške oblasti ne prikazuje, kakor da gre za izjemno dogajanje, temveč dopušča možnost, da se lahko podobna revolucija odvije tudi na slovenskih tleh. Prav takšna misel je istega avtorja spodbudila k izdaji monografije Narodna zavest in bolševizem, ki je nastala na podlagi njegovih poljudno-znanstvenih predavanj ljubljanskim osnovnošolskim učiteljem in srednješolskim profesorjem v prvi polovici leta 1944. Osrednje sporočilo tega Grivčevega dela je, da se kot najzanesljivejša pot za preprečitev revolucij, podobnih bolševiški, kaže usklajenost med vero in družbenim življenjem. Drugi del obravnavane monografije se posveča slovenski kulturni zgodovini, kjer je pomenljivo avtorjevo stališče, da Slovence in Ruse druži pretirano strankarstvo, kar naj bi koristilo širjenju komunizma. Grivec svoje trditve podkrepi z mislijo, da je slovenska kultura po prvi svetovni vojni znotraj jugoslovanske monarhije s pridobitvijo lastne univerze leta 1919 in Akademije znanosti leta 1937 imela priložnost poglobiti narodno zavest, a te priložnosti ni izkoristila. Razmah narodne zavesti naj bi tako ovirali dve prepreki. Od znotraj naj bi Slovence delilo vprašanje avtonomije in centralizma v državni ureditvi Jugoslavije, celo vprašanje, ali so Slovenci sploh narod, navzven pa naj bi združitev s Srbi in Hrvati zaostrila socialno-gospodarska vprašanja, ki so netila nezadovoljnost širših množic in odpirala vrata socialistični internacionali. Obravnavani avtor opozarja na poljudno-znanstveno periodično publikacijo Njiva, revija za gospodarstvo, politiko in prosveto, ki je kot priloga časnika Jutro spadala v slovenski liberalni jugoslovanskemu centralizmu naklonjen tabor. Ta je leta 1922 objavila odmeven članek Ljudmila Hauptmana, takratnega profesorja srednjeveške zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, z naslovom Priroda in zgodovina v jugoslovanskem razvoju. V članku Hauptmann zagovarja tezo o suženskem izvodu slovenskih prednikov oziroma stalni politični odvisnosti Slovanov med Alpami in Jadranom v srednjem veku, ki naj bi trajala že od avarske nadoblasti v 6. stoletju. Grivec ugotavlja, da je zgodovinska domneva o suženski preteklosti Slovencev skoraj 20 let vplivala na slovenske zgodovinarje in širšo družbo. Bila naj bi dobrodošla zaveznica komunistov, sicer nenamenoma, katerih dojemanje zgodovine je temeljilo na razrednem boju med privilegiranimi in zatiranimi sloji. Za Grivca je pomenljiv pogled v starejšo slovensko in hkrati skupno slovansko zgodovino, ki naj bi omogočilo oblikovanje enovite družbene usmeritve, združujoče versko in sodobno narodno zavest. Gre za vprašanje o stiku Slovencev s svetima bratoma Cirilom in Metodom, saj to po njegovem odklanja pretirano domnevo o suženski preteklosti v 9. stoletju. Odtot avtor upozarja na takrat aktualno rusko propagandno literaturo, ki pri pojasnjevanju zgodovine sistematično gradi predstavo o večletnem suženstvu ljudskih množic pod pritiskom cerkve, države in kapitalizma. Poudarjanje suženske preteklosti je psihologična priprava za širjenje bolševiških idej. Tako Grivec. Pri starejših obdobjih slovenske zgodovine je za Grivca ključna jezikovna, zgodovinska in teološka povezava,
med misijonom Cirila in Metoda ter brižinskimi spomeniki, kot najstarejšim pisnim spomenikom v slovenščini in hkrati najstarejšim slovanskim spomenikom v latinični pisavi. Brižinski spomeniki naj bi bili prvotno sestavljeni v Karantani in v karantansko-slovenskem narečju, kot pravi Grivec, njihova druga pridiga pa naj bi bila vsebinsko in slogovno podobna Metodovemu govoru, ohranjenemu tako imenovanem Klozovem glagolitu, enem od najstarejših zbornikov cerkveno-slovanske književnosti kot celote. Stiki slovenske zgodovine z genialnim delom svetih slovenskih bratov imajo to odlično svojstvenost, da je v njih spojena narodna in verska ideja. Iz tega sledi tem večja dolžnost, da naša teologija sodeluje pri vprašanju domačih versko-narodnih vrednot. Tako Grivec. Delovanje Cirila in Metoda po njegovem odpira še neko socialno svojstvenost. V njunem delu naj bi se odražala velikodušnost krščanstva, konkretno spoštovanje tudi tistih, ki ne tvorijo politično vodilne skupnosti ali ki še niso dovolj izobraženi za sprejetje krščanske vere. Slovenski raziskovalec v tej zvezi trdi, da pozna slovenska kulturna zgodovina še nekoga, ki ga ima za velikega učitelja in vzgojitelja. Vneto je opozarjal na spomine iz 9. stoletja, obenem pa je imel čuteče srce za nižje sloje. Grivec ima tu v mislih lavantinskega škofa Antona Martina Slomška. Grivec trdi, da je komunistični pogled na preteklost drugačen. Edvard Kardel, marksistični teoretik in eden ključnih političnih odločevalcev v socialistični Jugoslaviji, tako v svojem znamenitem delu Razvoj slovenskega narodnega vprašanja izrecno zagovarja suženjsko usodo Slovencev, odkoder izpeljuje nujnost uporništva ter posledično prekinitev povezave med narodom in krščanstvom. Reformacija in kmečki punti so položili temelj slovenskemu narodu. Svoj prihod v zgodovino je najavil slovenski narod z najveličastnejšo revolucionarno akcijo, tako Kardel. Grivec opozarja, da se v kmečkih uporih ni odločevala narodna zavest, temveč zgolj konkretno stanovsko-gospodarsko vprašanje. Teološki profesor marksističnemu nazoru odgovarja z mislijo, da je narodna zavest za katoliško cerkev pomembna, saj naj bi bila del njenega univerzalističnega svetovnega nazora, po katerem naj bi imel vsak narod enakovreden položaj pred Bogom in priložnost za sožitje z drugimi narodi. V slovenskem cerkvenem in kulturnem prostoru se refleksija o duhovno-zgodovinskem pomenu Cirila in Metoda neprekinjeno pojavlja od časa omenjenega škofa Slomška, to je od sredine 19. stoletja, obdobja oblikovanja moderne slovenske narodne zavesti. Takratna refleksija, na katero se je naslonil Grivec in jo dopolnil, izpostavlja zaslugo svetih bratov kot zgleda na področju prizadevanja za edinost med vzhodno in zahodno cerkvijo. Ideal edinosti se v družbenem pogledu nadaljuje skozi gojenje treh medsebojno prepletenih kolektivnih identitet: slovenstva, slovanske vzajemnosti in krščanstva. Bistveno značilnost ovrednotenja Cirila in Metoda je Grivec zaobjel v predgovoru k svojemu zadnjemu delu poljudno-znanstveni monografiji Slovanska blagovestnika sveti Ciril in Metod, ki je izšla v letu njegove smrti, to je 1963. Grivec pravi v tem predgovoru: dokazal sem, da sta bila sveta brata predstavnika krščanskega vzhoda iz dobe pred cerkvenim razkolom, torej pravoverno v vzhodnem in zahodnem smislu, posredovalca med vzhodnim in zahodnim krščanstvom, apostola vesoljne krščanske edinosti. V podobnem ključu se desetletja pozneje izreka apostolsko pismo Egregie Virtutis iz leta 1980 papeža Janeza Pavla II., ki je Cirila in Metoda razglasil za sozavetnika Evrope skupaj z meniškim reformatorjem Benediktom iz Nursije, živel je na začetku 6. stoletja. Sporočilo iz Egregie Virtutis je poglobljeno v okrožnici Slavorum Apostoli istega papeža. Ta dokument je izšel ob 1100. obletnici smrti svetega Metoda, to je leta 1985. Še eno poglavje, še ena zanimivost v tem sklopu je, da Grivec pri razmišljanju o duhovnem in družbenem pomenu Cirila in Metoda posebej priteguje nauk o človeškem dostojanstvu ali o tako imenovanih pradednih časteh,
ki naj bi, te pradedne časti naj bi predstavljale povzetek Cirilove misli. Navedeno besedno zvezo je mogoče označiti za koncept o izvirni časti in nesluteni podobnosti z Bogom, ki je vse od stvarjenja zapisana v človekovo notranjost. Pradedne časti pomenijo prvotno človeško dostojanstvo Božjega sinovstva pred Adamovim padcem v greh, ki ga je Kristus kot drugi Adam svojo smrtjo in ustajenjem obnovil za vse človeštvo. Grivec pojasnjuje, da je bil Ciril bogatega rodu in član kulturnega grškega naroda, a je kot globoko veren kristjan spoznal, da ta čast ni nič v primeri s tistim plemstvom, ki ga je praded Adam imel v raju pred izvirnim grehom in ki ga je Kristus obnovil. V prvotno Adamovo plemstvo so bili lahko mladi in manj kulturni krščanski narodi, kakršni so bili v 9. stoletju Slovani, enako povzdignjeni kakor stari in izobraženi. Še več, tega plemstva postane pri krstu deležen vsak kristjan, naj bo še tako siromašnega rodu in še tako prezirane narodnosti. Te vznesene besede so Grivčeve. Slovenski raziskovalec dodaja, da so pradedne časti krščanski izraz humanitete ali človečanstva, v kateri so pisali številni filozofi, naprimer Johann Herder ali Tomaš Masaryk, obenem pa se bistveno ujemajo s splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki jo je leta 1948 razglasila Organizacija Združenih narodov. Pogled, oprt v pradedne časti, naj bi bil tako gonilna sila oblikovanja slovanskega knjižno-liturgičnega jezika in celotnega misijonskega delovanja Cirila in Metoda, s tem pa podlaga za jezikovno, kulturno in versko edinost v raznolikosti. To je zanimiva misel, po mojem tudi pomembna misel, ki jo je prej izpostavil profesor Grdina, in sicer katolištvo kot model, ki ponuja edinost v raznolikosti. Ravno to načelo se pri Grivcu vse skozi odraža, pa seveda pri marsikom drugem tudi. Na tej podlagi se kot vodilna ideja delovanja Cirila in Metoda kaže enakopravnost vseh narodov v času, ko so se že začele kazati politične in kulturne razpoke med krščanskim vzhodom in zahodom. Ključno Grivčevo sporočilo za njegovo lastno sedanjost in prihodnost je naslednje. Nekdaj je bil krščanski vzhod po večini grški, danes je po veliki večini slovanski. Zato so katoliški Slovani poklicani, da po vzoru Cirila in Metoda posredujejo med vzhodom in zahodom. V to smer naj se obrne katoliška teološka znanost. Odtod postane očitno, da se med navedenimi posredovalci nahajajo tudi Slovenci. Še zaključni sklop. Grivčevo povezovanje slovenske zgodovinske izkušnje s širšim slovanskim svetom je potekalo v prelomnem obdobju po vstopu glavnega dela slovenske narodne skupnosti v južnoslovansko in obenem večinsko nekatoliško državno tvorbo. Osvetljevanje in vrednotenje duhovno-idejnega ozadja uspeha ruske bolševiške revolucije pričuje o tem, da je svoje delovanje univerzitetnega profesorja razumel tudi v smislu družbene odgovornosti. Slovenski raziskovalec bolševiške oblasti ne prikazuje kot oddaljenega dogajanja, temveč dopušča možnost, da se lahko revolucija odvije tudi na slovenskih tleh. Na tak način svoj premislek umešča v kontekst kulturnega boja svojega časa, ki je v temelju boj med krščanstvom in sekularnimi nadomestki religije. Grivec je v svojih raziskavah upošteval objave drugih predavateljev Mlade ljubljanske univerze in z njimi razpravljal, naprimer z Ljudmilom Hauptmannom, tudi Franom Ramovšem, ampak več o tem v prispevku, kar pomeni, da je dejavno prispeval k javni izmenjavi mnenj, ki jo je sooblikovalo slovensko visoko šolstvo med obema svetovnima vojnama. Kot protiutež socializmu je zagovarjal notranje skladno kolektivno identiteto, temelječo na verski zavesti, ki jo dopolnjuje narodna. Grivčevo družbeno usmeritev bi bilo mogoče povzeti s trodelnim geslom: slovenstvo, slovanska vzajemnost, krščanstvo. Grivčevo identitetno središče spada v srednji vek in je zgoščeno v delovanju slovanskih apostolov Cirila in Metoda. Omenjena misionarja tako opravljata vlogo povezovalca slovenstva s slovanstvom, obojega s krščanstvom,
predvsem pa slovenski narodni zavesti dajeta zgodovinski in teološki okvir, ki zanika mnenje o suženjski preteklosti Slovencev. Osredotočenje na zgled in dediščino Cirila in Metoda slovensko narodno zavest vodi k dvema temeljnima vrednotama. Prvič, biti most ali povezovalec različnega z uresničevanjem načela edinosti v raznolikosti, tako med Slovani, kakor tudi med krščanskim vzhodom in zahodom. Drugič, biti zagovornik enakega dostojanstva vseh ljudi in vseh narodov na podlagi koncepta pradednih časti, ki naj bi predstavljal smoter misijonskega delovanja svetih bratov. Čisto za konec, en tak zanimiv odmev, sicer neposredno nepovezan, a vendarle skladen z Grivčevim duhom, je besedilo slovenske himne, 7. kitica Zdravljica, ravno to, dostojanstvo vseh narodov, enakopravnost in tako naprej. Skratka, očitno so bile določene ideje, ki so se kasneje potrdile na simbolni ravni, prisotne že desetletja prej in to v različnih kulturno-idejnih krogih. Tako, hvala.